Kdor hoče videti, mora gledati srcem. Kdor hoče gledati srcem, mora na EPK. Torej, biti prostovoljec za EPK je, kot bi gledali reklamo za 3 vremenski taft. Delamo v vseh vremenskih razmerah in naša pričeska še vedno obstojna. Zakaj to govorim? Zato, ker smo delali res po zimi, v mrazu, na otvoritvi, poleti v takšni vročini, na otvoritvi parka spominov na Dobravi in na Konjenikovi poti, ko nas je dež zmočil do kolen. Ampak ravno v tem je čar in zato sem rada prostovoljka za EPK. To predvsem doživljam ne samo kot neko izkušnjo, temveč predvsem kot neko nepozabno doživetje, polno lepih spominov in osebne rasti. Danes je svet dosti materialistično naravnan, kljub temu pa so res vse najboljše stvari, ko se zgodijo, še zmeraj zastonj. Tako je z ljubeznijo, prijateljstvom, tako je tudi s prostovoljstvom. Toliko ljudi, znanja pa izkušenj, kot sem tu pridobila na EPK-ju, nisi nikjer in najboljše stvari so res zastonj. EPK je zakon. To mi je v bistvu en izziv. To je prvo moje srečanje s prostovoljnim delom. Zdi se mi, da imamo v tem priložnost, da uresničujem svoje ideje tudi in s tem, ko sem sodelovala v različnih projektih, se mi zdi, da sem nekako dala en pečat tudi našemu mestu Maribor. Delo mi je bilo prijetno, veliko novega sem spoznal tukaj. Srečal sem veliko novih znancev, lahko pa rečem, da sem pa najbolj srečen, da sem med prostovoljci videl toliko mladih. Sam spadam namreč že v neko starejšo generacijo in prav ti mladi so me navdušili, z tem je sigurno zagotovljeno, da prostovoljstvo v Mariboru ne bo kar tako hitro propadlo. Prostovoljstvo na EPK je za vse tiste, ki želijo res kakovostno preživeti svoj prosti čas in si razširiti kulturna obzorja. Kot prostovoljka na EPK sem se udeležila res različno zanimivih koncertov, dogodkov, prireditev, tudi svetovno znanih, ki mi bodo zavedno ostali v spominu. Predvsem pa je pomembno, da sem spoznala čudovite ljudi, s katerimi upam, da bomo prijateljstvo gojili še v prihodnje. Prostovoljstvu pri EPK sem se pridružila zaradi prakse in zaradi tega, ker je kultura od malega del mojega življenja, tako da je to bila odlična priložnost, da sem v nekem toku dogajanja. Hkrati sem pri tem spoznavala nove ljudi, nove kulture, sodelovala sem z odličnimi mentorji in drugimi prostovoljci, ki nam je, kljub temu, da smo iz zelo različnih življenjskih obdobij, nam je vsem skupno, da smo dobre volje, nasmejani in vedno pozitivni. Imam same pozitivne izkušnje, čeprav sem delala res na vseh programskih sklopih, imeli smo se fajn, vsi ljudje so bili super, prekrasni, sploh naša njena koordinatorka in Jelena, res brez njiju ne bi bili to, kar smo in mislim, da se bomo še srečevali v bodoče in da bomo ostali prijatelji za vedno. Nina, ti boš poskrbela za to. V glavnem je škoda, da se to zdaj že zaključuje. Vesela pa sem, da sem bila vsaj delček, da sem se s svojim delom malo pripomogla k razvoju EPK-ja v Mariboru in sem ponosna, da sem Mariborčanka. Zdaj, na EPK sem kot prostovoljec delal na zelo veliko različnih področjih. Moram reči, da mi je sodbo všeč, ne glede na vrsto dela, mogoče zato, ker je sploh prvo delo, ki sem ga imel, že bilo samo nekaj posebnega. Bil sem dodeljen 4 stoncom, da bi jim pomagal 4 ure nekje in se je to potem zavleklo na 4 dni in res smo se odlično imeli. Potem mogoče bi izpostavil kuhanje, sicer nisem kuhar, ampak smo vseeno kuhali v eni zelo taki priročni kuhinji z 2 piskroma, z enim grelcem vode, z eno ponvijo, s 3 noži, mogli smo skuhati za 40 ljudi in smo se imeli odlično. Majhna sem, a še vedno rastem. Hvala EPK.